Ste eden tistih, ki zbira plastične zamaške in se ob tem sprašujete, kje ti pristanejo? No, nekaj jih konča v skladišču na Ptuju na železniški postaji. Že nekaj let za nabiranje zamaškov in osveščanje skrbi upokojenec Ignac Habjanič. Z vseh koncev Evrope mu pošiljajo zamaške. Veliko jih zberejo tudi po šolah, javnih ustanovah, pa tudi posamezniki ga pokličajo, vsi torej, ki jim ni vseeno za malčke. Na enem kupu v skladišču na železniški postaji na Ptuju se v 6 mesecih nabere veliko število zamaškov. Nekdo mi je dal celo naziv stric Zamašek oziroma gospod Zamašek in me poznajo predvsem po zbiranju zamaškov za humanitarne namene. Na kakšnem območju ste tokrat zbirali zamaške? Zamaške zbiram na širšem območju Ptuja in več ali manj na celotnem spodnjem Podravju, torej od Ptuja pa do središča ob Dravi, in sicer v vrtcih, šolah, gostinskih lokalih, zbirajo mi v ustanovah določenih, društvih, kakšen posameznik mi pripelje zamaške ali me pokliče za njih. Dobil sem zamaške iz Srbije, iz Beograda, dobil sem zamaške iz Kosova, z mirovne misije, in dobivam zamaške občasno od ene Ptujčanke, ki živi v Nemčiji. Potem sem dobil zamaške tudi nekaj iz Švice, tako da nekako se ta zadeva razširila in dobri in čuteči ljudje pač s temi zamaški pomagajo nekomu, ki je pomoči potreben, in istočasno pomagajo naravi v smislu čim manjšega onesnaževanja. Kako dolgo ste zbirali in koliko se je nabralo? Zadnji odvoz je bil meseca oktobra lanskega leta, to pomeni, da je nekje 6 mesecev, in za mano je v tem kupu okoli 4,5 tone zamaškov. To bo Slovenska vojska naložila, koliko bo, ampak predvidevam, da bo nekje polovica te količine ostala. Ogromno jih naberejo otroci v šoli, ki so tudi danes pokazali, da imajo veliko srce. Da pomagamo zamaške naložiti na tovornjak in da bodo to predelali in dali za humanitarne namene. Pa ste zbirali tudi v šoli zamaške, boš ti povedala? Ja, jaz sem doma zelo pridno zbirala in tudi babica mi je pomagala. Ja, zelo pridno zbiramo in vedno prinesemo zamaške. Ampak pač poskusimo čim več zbrati za te humanitarne namene in potem pridejo ti zamaški sem, potem pa jih naložimo na tovornjak in jih odpeljejo. Zamaške 2-krat na leto iz skladišča na Ptuju odpeljejo slovenski vojaki. Tokrat je na pomoč priskočilo 6 vojakov. Malo drugačno delo je sigurno, pa tako vse vedno raje pomagamo, sploh če gre za otroke, invalidske, tako da super. Zakaj ste prišli oziroma zakaj se vam zdi to pomembno, da pomagate pri takšni akciji? To akcijo odvoza zamaškov že peljemo kar nekaj let skupaj z gospodom Habjaničem iz Ptuja. Je pa predvsem to iz vidika humanitarnih namenov, da nekomu pomagamo v finančni stiski, da se lahko s tem plača kakšno zdravljenje. Kam boste peljali te zamaške? Ti zamaški se odpeljejo zdaj v Žerjav, Črna na Koroškem, in tam se potem predelajo. Največkrat jih tam predelajo v plastične okvirje za akumulatorje. Tokrat bo denar, zbran iz te akcije, namenjen deklici Kaji, ki prihaja iz okolice Ljutomera in se je rodila s cerebralno paralizo. Ta deklica dobi od 1 tone 260 evrov za pač svoje potrebe, za pripomočke, terapije ali kakorkoli. Ker so vojaki torej na kamion naložili malo več kot 3 tone, to pomeni za deklico okrog 800 evrov pomoči, da ji bo lažje. Da bo lahko spet zaživela normalno. Z akcijo zbiranja zamaškov bo Ignac Habjanič nadaljeval tudi z raznimi delavnicami po šolah, kjer otroci iz zamaškov ustvarjajo raznolike izdelke, največkrat svetovne zastave. Kot nam pove, ga dobrodelna gesta veseli, pa čeprav mora velikokrat sam kupiti žaklje za odvoz. Kljub vsemu bo še naprej pomagal in nabiral zamaške, tudi za druge takšne otroke. Koliko bo ostalo, bomo pač dograjevali, potem zraven nabirali in verjetno bomo poiskali koga drugega, kaj takih otrok in oseb, ki potrebujejo pomoč, je v Sloveniji kar preveč in država nekako pozablja na njih.
Se vam zdi, da bi lahko država kaj več naredila? Mislim, da bi država mogla za take ljudi, vsaj v njihovi rani mladosti ali otroškosti, narediti nekoliko več, ker takrat se da takemu otroku še največ pomagati v smislu raznih rehabilitacij in tega, da se njegovo stanje izboljša. In ker pač ni posluha strani zavarovalnice, je toliko več vreden vsak zamašek, ki ga vržete na pravo mesto.